Ljuba moja, ti lepo dišiš, ljuba moja, ti lepo dišiš, a ko jaz vstajam, ti še trdno spiš. Zjutraj ptički prav lepo pojo, zjutraj ptički prav lepo pojo, zjutraj ptički prav lepo pojo. Počakam bus na Paberko, sonček sveti prav zares gorko, sonček sveti prav zares gorko, sonček sveti prav zares gorko. Ko žvečim sendvič s pasjo radostjo, opoldne pa zvonovi pojejo, opoldne pa zvonovi pojejo, opoldne pa zvonovi pojejo. Ko sonce lepi mi telo, zjutraj ptički prav lepo pojo, zjutraj ptički prav lepo pojo, zjutraj ptički prav lepo pojo. Ko čakamo na bus za v Faberko. Svetlobnica 2024. Z mano je tukaj direktor založbe Družina, gospod Tone Rode, tudi sam pesnik, pisatelj. Najprej vas vprašam, kaj je svetlobnica? Ja, en lep dober dan vsem. Res, da se knjižni sejem danes zaključuje, pa vendar se mi zdi, da so tovrstne nagrade tudi priložnost, da ovrednotimo delo založb, hkrati pa spodbudimo nove avtorje, da delajo naprej. In na podoben način se je rodila Svetlobnica pred 9 leti. Pri nas na založbi smo želeli spodbuditi vsekakor lokalne avtorje, sprva na področju proze, potem smo pa to delovanje razširili tudi na področje poezije, dramatike in esejistike. Torej, 9. se letos podeljuje Svetlobnica. Skozi čas je bilo kar nekaj odmevnih naslovov in avtorjev nagrajenih na tem področju. Kot veste, Svetlobnica nagrajuje še ne izdana dela in v tem smislu je to tudi zelo zanimiv žmoht, da po domače rečem, za našo založbo, ker skušamo preko nje odkrivati nove glasove. Skušamo v bistvu preko Svetlobnice na parket javnosti predstavljati mogoče še neodkrite ali pa še ne dovolj izdane avtorje. In tukaj smo zdaj 9. Svetlobnica ima namen, da, kot sem rekel, izpostavite nove glasove, hkrati pa smo želeli iskati neko kakovost v delih, ne. In v tem smislu mislim, da smo skozi čas vse te različne žetve Svetlobnice kakovostno rasle in bera sadov je velika. To je že 9. Svetlobnica žanje po vseh področjih slovenske ustvarjalnosti, slovenske leposlovne ustvarjalnosti, to je leposlovje, dramatika, esejistika in poezija. To je natečaj, ki je anonimen natečaj, neobjavljena dela, kot ste izpostavili. In letos je v roku prispelo na ta natečaj 18 besedil, ki jih je pregledala strokovna komisija v sestavi dr. Brane Senegačnik, dr. Ignacija Fridl-Jarc, vi, Tone Rode,
Manica Ferenc in David Ahačič, se pravi sodelavci družine, uredniki družine. In komisija je na seji 4.11. sprejela sklep, da za nagrado nominira 2 prispeli literarni deli. Sledi V pesku, šifra V77 in Mirjada srca, šifra Hieronim. Kako je letos komisija razmišljala in zakaj je nominirala prav 2 deli, oziroma kako je letos svetlobnica drugače zažarela kot v prejšnjih letih? Mislim, izbor je vedno težak, ne? Letos moram reči, da prvič smo se pač nepričakovano poslovili od predsednika Jožeta Horvata, ki je zaradi zdravstvenih razlogov v bistvu prepustil vlogo koordinatorja in predsednika komisije članici. In temu primerno smo potem tudi morali prilagoditi branja, ne? Ker veste, 18 del prebrati in jih resno vzeti ni mala malca. Kakorkoli, običajno se komisija zelo hitro uskladi glede prvih 3 nominirancev. Svetlobnica deluje tako, da se dejansko anonimno še v tisti fazi zbere 3 nominirana dela in potem izmed teh 3 pa zmagovalca. Letos komisija po dolgi debati ni prišla do konsenza in se je odločila, da zmagovalca ne bo imenovala. Je pa po mnogih debatah okoli naslovov, ki so prispeli, predvsem želela izpostaviti 2 naslova, ki močno presegata kakovost ostalih 18-16 del. Ne glede na to, da kako bi se zdaj komisija lotila tega stanja, ne? Da imamo 18 naslovov, hkrati pa 2, ki vidno izstopata po kakovosti in ki sta vredna samostojne izpostave, hkrati pa dejstvo, da komisija do samega konsenza glede zmagovalca ni prišla, se je le-ta vseeno odločila za to, da te 2 nominaciji tudi javno izpostavi, javno podeli nominacijo in v tem smislu daje veljavo in prepoznavanje v javnosti, ki si jo ta 2 dela zaslužita. Mogoče bo prav, da nam zdaj mogoče razkrijete obe imeni obeh nominirank. Ja, nominiranki sta Sledi V pesku in Mirjada srca. Zdaj vemo, da se pod šifro V77 skriva avtorica Darinka Kozinc. Mogoče en aplavz. In za šifro Hieronim se skriva avtorica Petra Koršič. Vse čestitke. Zdaj pa še preden bomo prebrali utemeljitve, predlagamo, da spet prisluhnemo pesmi. Hvala lepa. Meni se pravzaprav, če si dovolim komentar, zdi umestno mogoče, da pa tokrat ni bilo zmagovalca, ker se mi zdi, da umetnost sama po sebi nosi okus zmage že sama po sebi takšna, kot je. Tako da zmagovalci ste vsi. Hvala za to lepo misel, te pa še enkrat aplavz. Dan tišine v mestu slepih ulic, še en dan sivine v svetu, kjer ni barv. V mojem mestu so velike hiše, a te hiše imajo majhne sobe, kjer ni več
ljudi. Pojdi, smej se, naj te ne skrbi. V svetu senc svetloba svale, jaz in ti. In ko bova odšla, čisto vsak bo hotel vedeti, kdo sploh sva. In bolj ko gledam, vedno manj razumem. Ne verjamem, da se vrnil bom še kdaj nazaj. Pojdi, smej se, naj te ne skrbi. V svetu senc svetloba svale, jaz in ti. Pojdi, smej se, ne skrbi. In ko bova odšla, čisto vsak bo hotel vedeti, kdo sploh sva. Pojdi, smej se, naj te ne skrbi. V svetu senc svetloba svale, jaz in ti. Pojdi, smej se, naj te ne skrbi. In ko bova odšla, čisto vsak bo hotel vedeti, kdo sploh sva. Zdaj pa bomo, gospod Tone Rode je že razkril imena, zdaj pa sledijo kratke utemeljitve. Obe nagrajenki, obe nominiranki sta avtorici pesniških zbirk. Slovenci smo narod pesnikov in seveda tudi pesnic. Darinka Kozinc sledi v pesku, Aleksandrinke. Zbirka pesmi o Aleksandrinkah osvetljuje zgodbe slovenskih žensk, ki so se pred stoletjem in več iz svojih domačih krajev v Sloveniji odpravile na negotovo pot v Egipt, predvsem v mesto Aleksandrija, z eno samo željo, omogočiti svojim družinam boljše življenje. Te žene, ki so kasneje postale znane kot Aleksandrinke, so služile kot dojilje, gospodinje, varuške in pomočnice pri premožnih evropskih družinah. Njihove življenjske zgodbe so polne hrepenenja, nostalgije, žalosti, a tudi ponosa in upanja. Poezija o Aleksandrinkah nam skozi liriko približa obe plati njihovih življenj v izseljenstvu. V pesmih se pojavljajo motivi vsakdanjega življenja teh žensk, njihove osamljenosti v tujem svetu, notranjih napetosti in predvsem njihove neizmerne želje po vrnitvi domov, ki pa se ni vedno uresničila. Kljub težavam, s katerimi so se soočale v tuji deželi, pa so uspele ujeti tudi utrinke svetlobe, drobne radosti ob otroškem smehu, toplo hvaležnost družin, pri katerih so služile, občutek, da so kljub vsemu prispevale k blaginji svojih domačih, nekatere so v daljni deželi vendarle našle tudi življenjsko srečo, na primer Joži Sedmak, poročena Fajnik, kraljica Bombaža. V delu zbirke so zbrane pesmi, naslovljene z imeni žena in deklet, resničnih Aleksandrink, med njimi tudi šolskih sester, pri katerih so našle uteho in varno zatočišče. Avtorica pa ne piše le o njihovih osebnih bolečinah in uspehih, temveč bralca vabi tudi k razmišljanju o pomenu identitete in pripadnosti. Aleksandrinke so bile razpete med dvema svetovoma, med domom in eksotičnim orientom, ki jim je bil sprva tuj in nedostopen.
Njihova izkušnja je izkušnja tujstva in obenem globoke povezanosti s koreninami, ki jih niso nikoli zares pretrgale. Na več mestih se tako pesnica dotika vprašanja, kaj pomeni dom in kako, če sploh, je mogoče pripadati dvema kulturama. Poezija o Aleksandrinkah ni zgolj zbirka zgodb o posameznih ženskah, ampak tudi portret časa, ki je zaznamoval številne slovenske družine. Kljub temu pa zbirka ostaja izjemno intimna in osebna, saj vsaka pesem odpira okno v dušo posameznih žena, njihovega trpljenja, ljubezni in hrepenenja. Zbirka pesmi tako ni le literarno delo, ampak tudi zgodovinski dokument, ki nas opozarja na pomen in vrednost močnih in pogumnih žensk, ki so se borile za boljše življenje, a je njihov trud marsikdaj prekrila koprena pozabe. Kot je zapisala avtorica v uvodu: prašne zavese spomina prekrivajo preteklost, skozi katero pršijo drobci v sedanjost in prihodnost. Lebdijo, se iskrijo, spominjajo in včasih opominjajo. Tako je zapisala žirija ob utemeljitvi. Zdaj pa prosim gospoda Toneta Rodeta, da podeli to slavnostno plaketo gospe Darinki Kozinc. Želi mogoče avtorica pesniške zbirke še kaj povedati občinstvu, še kaj nagovoriti? Torej, v prvi vrsti najprej hvala, ker sploh razpisujete nagrade ali literarne natečaje, kajti to je ena izmed možnosti, da se na nek način dokažeš ali pogledaš, če si na pravi poti. In vsekakor je to res, kako bi rekla, in pozitiven pristop v našem slovenskem prostoru, zlasti pa tudi, da razumete in da se trudimo tako za slovenski jezik, ki je preplavljen zdaj z vso sortami, normalno, da smo preplavljeni, ampak da znamo ohraniti to, kar je res naše in naša identiteta. Res hvala lepa in srečno naprej. Avtorica druge pesniške zbirke, prav tako enakovredno nominirane, je gospa Petra Koršič za zbirko Mirjada srca. Preberem utemeljitev strokovne žirije. Pesniška zbirka Mirjada srca je kompleksno in večplastno delo. Že njen naslov sam je izzivalen. Beseda Mirjada označuje nedoločenost, zelo veliko množino, srce pa je seveda osrednji simbol človeške notranjosti. A ne gre za mirjado src, v čemer bi prepoznali dinamično prepletanje med ljudmi, temveč za mirjado enega srca, v čemer morda lahko vidimo namig na nešteto čustev, izkušenj in zgodb, ki jih nosimo v sebi in določijo naše doživljanje sveta. Zbirka je sestavljena iz 3 vsebinskih sklopov: Oči na krožniku, Šapice in Noli me tangere. Izbrana simbolna govorica, tako v omenjenih naslovih kot posameznih pesmih, pogosto ustvarja vtis nedosegljivosti, distance in skrivnostnosti. Ob raziskovanju lastne notranjosti odkriva duhovne meje, se sprašuje o bližini in oddaljevanju. Avtorica uporablja metafore, impresije in intuitivne uvide, da ustvari globoko osebno in obenem univerzalno poetiko, ki pogosto vstopi tudi na področje duhovnega. Vsak del uvede svetopisemski citat, ki deluje kot simbolična predigra in bralcu postavlja izzivalen kontekstualni okvir. Šapice, na primer, so mnogoznačen pojem in zanimivo intonacijo tej podobi postavlja svetopisemski odlomek o Gideonovem strahu pred božjo kaznijo in smrtjo. Ali avtorica torej razmišlja tudi o božjih šapicah? Svetopisemski citati namigujejo na iskanje večne resnice, pesmi pa ohranjajo svojo skrivnostnost in se ne podrejo enoznačnim interpretacijam. Pesmi so polne močnih vizualnih podob, ki raziskujejo ne le odnose med posameznikom in svetom, človekom in Bogom, pač pa tudi med pesnikom in pesniško besedo, kar je za avtorico eden od virov optimistične življenjske drže in upanja. V pesmi Noli me tangere 10 Boga identificira kot L na 3. potenco, lepota, ljubezen, luč.
In to je Mirijada srca. Neizčrpna subtilna mreža podob, ki ustvarjajo naš svet in mostove med nami. Poezija je predvsem raziskovanje nevidnega, tistega, kar se skriva v globini človeške duše. Mirijada srca ponuja vpogled v avtoričin svet in hkrati vabi k razmisleku in doživetju, ki mu pesniška govorica odpira vrata, a sega onkraj besed in snovnega sveta. Kot pravi sama, ko se duši enkrat dotakneta, se dotikata tudi, ko se telesi ne. Tudi tokrat bo gospod Tone Rode izročil slavnostno plaketo Petri Košič. Ja bom predala tudi tokrat. Se bom sprehodila počasi do tistega, prav. Najbrž mora glas vedno sam iz največjih nižin prodreti skozi razprta usta, da se zasliši grom zgodovine in jasnina. A kaj glas, ko smo srce prodali hrupu, da nas zavije? Živ si, živ si, živ si, živ si in najbolj si živ, ko verjameš v svoje drevje. Kar je gori, se je skrčilo v belo kvadratno platno in se boči, plapola nad mojo glavo kot baldahin. Vse drugo je nepremično in mirno. Konec koncev, ja. Spoštovani gospod Tone Rode, spoštovana komisija za nagrado Svetlobnica 2024, dragi obiskovalci dogodka, torej 40. slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani. Zahvaljujem se komisiji za dragocene uvide in natančno branje pesniške knjige Mirijada srca, za poglobitev v tridelno knjigo, ki prek 3 citatov iz Biblije odpira 3 cikle. 11 kratkih slik, žalnih pesmi z naslovom Oči na krožniku zarišejo poteze, znotraj katerih se odpira vprašanje človekove reakcije na nesmiselnost agresije, vojn, polaščanja drugega in navsezadnje smrti, tudi neopravičene smrti. Vsi, razen odločevalcev in poklicnih vojakov, smo žrtvi vojn. Vsak civilist je žrtev, toliko bolj zaboli smrt otroka, čigar otroštvo in mladost bi morali biti brezskrbni, v varnem objemu družine in skupnosti. Nemoč se aktivira v edino upanje. Upanje, da bi naposled le spregledali, zato motiv Lucijinih oči, simbola duše, ki so na krožniku nam na voljo, da bi le lahko spregledali. V nasprotju s hladom nadrealističnih podob, ki se nam kažejo v medijih in so vsakodnevne poteze civilizacije, katere usoda ne bo mogla biti drugačna, kot da bo mrtva, če bomo še naprej počeli, kar počnemo. Če bo civilizacija še naprej iztrebljala nova življenja, otroke, je v knjigi Mirijada srca nakazana druga stran, drugačno ravnanje, poudarek na bližini in dotiku.
37 kratkih pesmic Šapice poskušajo upodobiti ljubezen ne idealistično, ne sentimentalno, ampak kot resnične obraze človeških odnosov. Bodi si med ljudmi, bodi si človeka z vsemi bitji tega planeta, bodi si človekovega stremljenja k vzpostavljanju odnosa s presežnim, božjo popolnostjo, v premagovanju zaviralnega strahu. Tako velike besede, mir s teboj, nikar se ne boj, ne boš umrl, iz Biblije, pomirjujoče nakažejo vzpostavljeni odnos z ljubeznijo, z lučjo, z lepoto, z obrazi, ki sijejo iz miriade srca. Ta se razraste v zadnjem razdelku. Torej ta temelj, na katerim stojimo, srce, se v obliki 14 hvalnic Noli me tangere izpoje v zaključnem ciklu, v katerem se besede nizajo od zemlje kot ciprese visoko v nebo, v prostor presežnega, k čemur stremimo, ko molimo, bodi si ob branju svetih spisov, bodi si ob preprostem in ponižnem izrekanju besede, ki s tem, ko se vliva v brazde človeških dejanj, počasi in vztrajno vlivajo v pesem, ki se trudi biti drobec miriade srca, ulito srce. Nagradi Svetlobnica želim, da bi v prihodnje prejela še mnogo literarno kakovostnih in takih s politiko založbe primernih del, saj si želim, da bi se miriada srca dobrega, presežno in k presežnosti stremeče širilo med nami. Krog svoji knjigi Miriada srca pa, žal, srečno pot domov, da bi pesmi našle družbo, družino, založbo, torej, da bi našle novo založbo, ob pomoči katere bodo ugledale luč sveta in opravljale poslanstvo, ki jo ta pesem ima, opogumljanje k humanosti in dobremu. V zahvalo za vaš trud bom z vami podelila pesem Miriada srca. Miriada srca, zastavila bi svoje srce. Zlatar raztegne zapestnico, prebere ime in pravi, vaše ime sliši na... Ne, ne sliši na nobeno ime. Pretopimo vsa imena, ki so se nas dotaknila. Tekoče zlato naj bo pripravljeno, zlatar, da se ulije v brazdo. Tekoče zlato, pesem, uliva srce. Hvala vsem. Hvala za to dobro mero poezije. Želimo si, da bi bilo veliko poezije tudi na knjižnem sejmu. Še za konec, še enkrat prisluhnemo poeziji pretočeni v glasbo, potem pa še mogoče nekaj besed o prihodnosti. Mogoče še pred pesmijo. Ja, še pred Res moram pesmijo. reči, da je pač komisija je 5-članska. Nismo prišli do konsenza. Vedno je težko, ko ne prideš do konsenza in pač tako je, ne? Ne glede na to pa res upam, da z avtoricama še bodo naprej potekali pogovori, da se bomo mogoče kje najdel za kakšno nadaljno sodelovanje, tako da res tako z eno in drugo avtorico računamo na to, da bomo še ostali v stiku. Prav? Hvala za te besede, to podpiramo seveda in še enkrat se zahvaljujemo založbi za izvedbo razpisa in avtoricama, da sta delile svojo kreativnost z nami. Zdaj pa prosimo še za zadnjo odmero muzike. Hvala lepa, čestitke Darinki in Petri. Moja naslednja skladba in hkrati sklepna
pa nosi naslov Senca srca, recimo na neko tako povezavo Mirjad. Sprehajaš spomin skozi mesta vsedlin, želiš si nazaj, a ne obstaja ta kraj, kjer si sedel pod kostanji na klopci, zaljubljen kot malo kdo, čakal njo, a nikoli ni prišla. Ah, to srce, kaj neki čuti, kaj vse ve. Ah, to srce, kdo ve, kaj išče in kam gre. Zbudiš se in pomaneš si oči v novo jutro, kjer tisoči jezdijo srečo. Tisoči mrkih ljudi, ki molče iščo radost in smeh. Ah, to srce, kaj neki čuti, kaj vse ve. Ah, to srce, kdo ve, kaj išče in kam gre. Ah, to srce, kaj neki čuti, kaj vse ve. Ah, to srce, kdo ve, kaj išče in kam gre. Hvala lepa. Hvala, to je bil Uroš Buh, kantavtor. Še enkrat hvala vsem, čestitke nominirankam in upam, da ob letu usoj.